Spoštovano občinstvo, spoštovani razstavljavci, spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na predstavitvi knjige Magyar utca avtorjev Katalin Sili, Tomaša Kružliča in Eve Šveter. Magyar utca je ime ene od ulic v Budimpešti, hkrati pa je to naslov učbenika za madžarski jezik, ki je posebej prirejen za slovenske uporabnike in ga je oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje skupaj z znanstveno založbo izdal v letu 2023. Na okrogli mizi bomo sodelovali jaz, Mojca Šlamberger-Brezar kot moderatorka, z mano pa so Šikako Šigemori Bučar, Andreja Ivan in Peter Černe in vsak na svoj način bomo predstavili svojo pot po madžarskem jeziku med skladnjo, sociolingvistiko, poučevanjem in prevajanjem in vas poskušali prepričati, zakaj se je dobro, če ne nujno, učiti madžarščino. Jó napot kívánok, és üdvözlöm Önöket a Magyar Nyelvtanulszról szóló Kerkeszasztal beszélgetésre. Začela bi z anekdoto. Pred več kot 20 leti sem poslušala radio. Na drugem programu so mimoidoče Ljubljančane v oddaji spraševali o jezikih sosedov in o odnosih z njimi. Čisto vsi vprašani so znali šteti po hrvaško, nemško, italijansko. V teh jezikih so poznali pozdrave in nekaj besed, po madžarsko niso znali nič. Pač pa so vedeli povedati, da imamo z Madžari najboljše sosedske odnose. Sklep je bil, da manj ko sosede razumemo, boljše odnose imamo z njimi. Da ne bo tole izpadlo kot antipropaganda za madžarščino, bomo hitro začeli z vprašanji in začela bi s kolegico Šikako Šigemori Bučar, s katero sva se bolje spoznali pri pouku madžarskega jezika. Draga profesorica, rada bi vas vprašala, zakaj ste za učenje novega jezika izbrali takrat prav madžarščino? To je bil čisti slučaj, ker sem rada hodila v knjižnico oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje. Tam sem se malo pogovarjala, ponavadi z Ano Mehle, ki je tam knjižničarka in tajnica, in ona me je vprašala, ker vedno povem, kaj je z mojim poukom japonskega jezika in tako naprej, je rekla, ja, zakaj se ne učiš madžarsko? Sem rekla, zakaj pa ne? Pa je ona nekako organizirala našo skupino, smo bili trije, učenci oziroma že profesori na različnih oddelkih filozofske fakultete, tako se je začelo. Žal mi je, da nisem prej se spomnila na to, da bi se učila madžarsko, ker madžarski jezik je tak izziv, tako zanimiv, ne morem več nehati, tako da še vedno se učim madžarsko. Ja, hvala lepa, res je, naša skupina je potem delovala na izpadanje. Prvi je odnehal kolega Hotimir Tivadar, jaz sem še potem, ko sem bila dekanja, eno leto vztrajala, ampak ker nisem imela toliko časa, kolegica pa vztraja še sedaj, in se je potem za nagrado pridružila študentom, ki v bistvu napredujejo hitreje kot mi, ki smo malo starejši, v bistvu besede hitreje grejo, kot pridejo v naših letih, se bojim. Tako da jaz ohranjam upanje, da mogoče bom pa tudi lahko nadaljevala. Ampak kar je bilo zelo zanimivo, pri pouku ste večkrat omenjali, da v madžarščini predlogi pridejo tja, kjer morajo biti, naravno glede na vaš materni jezik. Za nas je bila to največja ovira, ker je vedno bilo vse zadaj, tisto, kar mi dajemo spredaj. Bi lahko kaj povedali o primerjavi madžarščine z azijskimi jeziki in kje so razlike s slovenščino? Ja, vesela sem bila, ko sem videla, da so postpozicije, ne pa predpozicije, predlogi. In to je za mojo logiko, oziroma za Japonce, ta logika je čist naravna. To se pravi, namesto da bi rekli na mizi voda, ne, voda je na mizi, bi bilo, tak neutralen jezik. V japonščini je
miza od zgoraj vode. In tak besedni red je tudi v mađarščini. Čisto tako. Tako da vsaj tam sem bila hitra preveče v mađarščine in logično je bilo, da ne govorimo o skloni kot spreminjanje oblike besed, ampak samo dodajamo postodi, kar je čisto tako kot. Ja, nekako naš lektor Tomaž Kružlič nam je vedno govoril, da je mađarščina kot Lego kocke. Zdaj pa, če se z Lego kockami niste igrali, je to potem ravno tako abstraktno. Meni pa se je zdel največji izziv, kako doseči, da v mađarščini spregovorite. In kolegica je že na tem. Ali bi nam o tem kaj lahko povedali? Še nisem spregovorila ravno. Skušam. Zdaj sem res na tej fazi, da bi znala, če bom zdaj, če ne bi prenehala, bi res spregovorila o mađarščini. Potem imam pa še eno vprašanje, ki zadeva tudi knjigo. Kakšen se vam je zdel učbenik Magyaruco? Kaj je bilo enostavno, kaj težko? Ali imate kakšen nasvet za bodoče študente mađarskega jezika, pa mogoče kaj za avtorje, kaj se vam je zdelo dobro pripravljeno, kje bi pa mogoče bilo treba še kaj dodati za Slovence, pa za uporabnike, ki znajo slovenski? Ja, jaz sem uporabljala ta originalno verzijo Magyaruca, še ni bilo te slovenske verzije. Meni je bil kar všeč, ker je bilo veliko kulturnih stvari, recimo zvonci spodaj pri bloku, pa take stvari. Je pa včasih preveč naenkrat zame, ker čisto nič ne znam, pa moram, ne vem, 20, 30, 40 besed naenkrat se naučiti. Drugače sem se kar zabavala, ker je veliko slik, pa toliko korak za korakom. Ja, pa menim, da mi smo imeli tudi privilegij, da nam je lektor Kružlič razlagal ogromno slovnice in tega, kaj kje pride. V bistvu smo iz univerzalne slovnice črpali mađarski material. Kar je, mislim, da to je bil res naš privilegij, ker smo bili lingvisti. In tukaj bi se pa naslonila, zdaj bi se vam najlepše zahvalila za vaš prispevek in bi šla zdaj k kolegu Petru Černetu, ki pa je za svojo magistrsko nalogo Skloni v slovnici mađarskega jezika bil nagrajen z univerzitetno Prešernovo nagrado. Zdaj pa bi jaz vas kar vprašala, glede na to, da je mađarščina neindoevropski jezik, je najbrž pojem sklona zelo drugačen kot v slovenskem jeziku. Kaj menite? Ja, najlepša hvala za vprašanje. To se je ves čas čutil, tudi v času poti mojega učenja mađarskega jezika. Zmeraj sem sem tudi sam opažal, da gre za sklone, da Slovenci s našimi, slovenskimi očmi, izhajajoč iz slovenščine, te sklone lahko prepoznamo, delujejo po istem mehanizmu, seveda, ampak ko pa sem o tem sprašal kakšne naravne govorce mađarskega jezika, je pa zmeraj šlo za to, da so bili velikokrat popolnoma zmedeni, pravzaprav kaj jih sprašujem. Sploh pa je prišlo do debate o tem, koliko teh sklonov pri njih je. Recimo, potem mi je ena študentka mađarščine, Mađarka, pojasnila, da oni sklonov pravzaprav ne dojemajo, tako kot jih mogoče mi, ki govorimo indoevropske jezike, ampak oni sklone vidijo bolj kot oblike, kot neke pretvorbe samostalniških besed, ki pa
pač prispevajo neko dodatno informacijo k temu, kar se dogaja v stavku, oziroma pojasnujejo neko dodatno okoliščino in pravzaprav sklonov ne izrisujejo v nekih sklanjatvenih vzorcih, kot to mi počnemo, ne? Kot že vemo vsi iz osnovne šole, ko smo recimo navajali sklanjatvene vzorce v 6 sklonih za sklanjatve in tako naprej. Oni tega ne počnejo. To bi bilo, če se malo pošalim, tudi precej zamudno v njihovem primeru, ker po različnih teorijah število njihovih sklonov presega število 15, recimo. Ne? Tako da bi imeli že s tem naštevanjem sklonskih oblik precej težav. Tako da oni precej gledajo na to, kako se katera oblika, ki mi rečemo sklon, uporablja v kontekstih. Oni se ne ukvarjajo toliko s tem, kako se neka sklonska oblika tvori, kako izgleda, ampak predvsem kdaj se uporablja in kaj naj bi pomenila. To se recimo vidi že iz tega, kako slovničarji za madžarščino razlikujejo različne vrste pripomb. Oni v madžarščini se večina morfemov se na osnovi pripenja in oni te pripone potem klasificirajo na 3 razrede. In tiste pripone, ki bi mi rekli sklonila, sodijo v isto skupino kot tiste pripone, ki so pri nas osebila, ki jih najdemo na glagolih. To je za nas nekaj nepojmljivega verjetno. Ne? Mi vidimo sklonila kot sklonila, se pravi nekaj, kar izraža sklon, in to ne more biti v isti skupini s tistimi priponami, ki izražajo osebo pa število na glagolu. Oni, ki imajo to v svojih slovnicah, očitno ne delijo tega mnenja z nami in za kriteriji nimajo funkcije, recimo, ampak neke druge skupne značilnosti med temi vsebini, ko se panili. In že na podlagi te klasifikacije lahko vidimo, da je pri njih pojmovanje sklona nekaj posebno drugačnega, oziroma da pravzaprav sklon ni nek samostojen ali pa osrednji pojem v njihovi slovnici, kot je recimo pri nas. Ja, hvala lepa, to je zelo dragoceno. Jaz se spomnim, kdaj se je meni najprej zamajal svet pri madžarščini, ko smo imeli glagolske oblike že malo osvojene in potem kar naenkrat pravi Tomaž, ja, potem je pa pri glagolu določna oblika, pa nedoločna oblika. A si predstavljate, da potem to so v bistvu stvari, ki so čisto drugače pojmovane. In jaz sem tudi nekaj dvojezičnih študentov v svojem francoskem razredu. In potem sem jih spraševala, kako je že tam, kako že daste osebni svojilni zaimek, da daste zate, je rekla, ne vem. Ker v resnici, če gremo skozi komunikacijsko metodo, nimamo potrebe potem, da bi vsak sklon prepoznali, ker ga naravno uporabljamo. Jaz sem učila slovenščino kot tuji jezik in vem, da sem vedno potem skozi tistih 6 sklonov šla, ali bom povedala, kateri je pravi, če je treba povedati, katerega. Da ja, seveda se pa tudi vsa slovnica se bolj ali manj opisuje še danes, tradicionalno, skozi paradigmo grščine in latinščine. In nek tak neindoevropski jezik potem pride čisto drugače. Zdaj, drugo vprašanje za vas pa, kje in kdaj ste se prvič srečali z madžarskim jezikom in zakaj je potem prav ta zaznamoval vašo študijsko oziroma, jaz bi rekla, kar znanstveno pot? Ja, jaz sem se prvič zares srečal z madžarskim jezikom tukaj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sicer na lektoratu madžarskega jezika. Takrat, ko sem se vpisal v prvi letnik študija splošnega jezikoslovja, je v prvem semestru bil del predmetnika tudi izbirni predmet, ki se mu je reklo neindoevropski jezik. In takrat so imeli študenti na voljo nekaj izbir za ta neindoevropski jezik. Jaz se spomnim, da sem imel na izbiro madžarščino, japonščino, korejščino in kitajščino. In seveda sem se tukaj odločil za madžarščino, zato ker je navsezadnje sosednja država in sem računal s tem, da bi lahko potem to znanje nekako tudi prakticiral, oziroma ga dejansko na madžarskem tudi utrjeval. In to se je kasneje izkazalo za zelo koristno. In tem področju je bilo zelo veliko priložnosti. 3-krat sem bil tudi na poletni šoli potem na madžarskem in vse to je potem v nadaljevanju spodbujalo mojo radovednost glede tega jezika, za katerega sem sproti ugotavljal, kako zelo drugačen pravzaprav je. Ko sem začel z učenjem, si nisem predstavljal, v kakšne razsežnosti proti razlike šle.
Marsikaj me je popolnoma presenečalo, kot ste tudi že vi omenjali. Mimogrede, jaz sem imel recimo ene tri take prelomne trenutke v učenju. Eden zadeva nedoločnike, recimo, lektor Tomaž je hotel slovnico približati meni kot govorcu slovenščine in je uporabljal ta izraz, da tudi oni imajo nedoločnike, in jaz sem si seveda mislil, da gre za nespremenljive oblike. Nedoločniki so vendarle nedoločniki in to je edina stvar, ki nekako ostaja fiksna v jeziku, ampak je potem kasneje dodal, da se tudi nedoločniki spregajo, kar je bilo zame neka prelomnica, ki sem jo pač mogel premagati. Ampak ja, moji učitelji so bili zmeraj zelo spodbudni in tudi te poletne šole so mi dajale veliko motivacije in na koncu sem se lahko spustil tudi nekoliko v znanstveno raziskovanje in sem se zelo osredotočil na vprašanje sklonov, ker sem videl, da slovnice pa tudi razni znanstveni članki privzemajo popolnoma različne teorije, različna števila sklonov v madžarski slovnici in sem si želel potem tudi to sam raziskovati oziroma nekako zakoličiti to število prek neke univerzalne definicije sklona. Tako da to me je potem nekako pripeljal do tega. Pa seveda potem tudi izkušnje žive rabe jezika na madžarskem. Kot ti recimo nek dialog uspe ali približno uspe, je to zelo velika motivacija za nadaljne učenje. Ali pa ko se srečaš s kom, ki je tudi učenec madžarskega jezika in že zelo tekoče recimo govori, tudi to je lahko neka oblika motivacije, po kateri sem si zaželel, da bi tudi sam prišel na to raven. Na vse zadnje tudi nisem želel kar se poti odnehati, ker res sem si želel, da bi to znanje pripeljal na nek uporaben nivo. Odlično, ampak če jaz prav razumem, vi že kar dobro govorite. Ja, zdaj pred nastopom smo se nekoliko pogovarjali, tudi z gospod lektorco, in jaz sem ugotavljal, da ko človek nekako pride v stik spet z naravnim govorcem, to znanje kar nekako z nekod pride nazaj. Ampak je pa tako, da danes jaz večinoma poskušam ostati v stiku z madžarščino prek poslušanja raznih madžarskih podcastov in podobno za govorjenje, pa mogoče ni to priložnosti in zato kar potrebujem nekaj časa, da pridem nazaj spet v to formo, ker se mi zdi, da pri madžarščini je res to ključno, da se dokaj redno stalno osvežuje to znanje, ker sem posebej opazil, da zelo hiter kar nekako zaledenim, sploh besede sprot kar nekako izginjajo in jih je treba stalno osveževati. Sicer pa, ja, sem prišel do nekega nivoja, ko sem lahko govoril tekoče o določenih tematskih področjih, bi pa rad prišel še nekoliko dlje. To so moji cilji za naslednje leto mogoče. Ja, ker kaj je tudi pri madžarščini zelo težko za Slovenca. Slovanski jeziki imajo izvorno večino besed kratkih. Potem pa pridete do madžarščine in se nekemu kraju reče vonjar cvoškeč. To je sicer zelo lepo mesto na obali Balatona, ampak če hočete to povedati, je treba kar nekaj vaje, in potem, da se pa vse te različne zadeve spravijo v stavek, šapo, bi rekli Francozi, kapo dol. Zdaj, kako se vam pa zdi, da je v učbeniku razložena ta problematika sklonov? Ali poteka na ta način, da je za uporabnika prijazna, ali bi morda vi iz vaše izkušnje to za slovenske uporabnike še kako drugače preoblikovali? Ja, meni se zdi, da so skloni v učbeniku pravzaprav zelo dobro, zelo primerno predstavljeni, zato ker ta predstavitev je kot neke sorte kompromis. Zato, ker zelo pomaga, prihaja naproti, po mojem mnenju, slovenskim naravnim govorcem, ki se madžarščino učijo, hkrati pa tudi ne dela krivice madžarski slovnici. Zakaj gre tukaj? Kot sem opažal v učbeniku sproti, ko sem ga prevajal, sem videl, da se kar uporabljajo za sklone, se dejansko uporablja izraz sklon.
In kdor se uči s tem učbenikom tudi naleti na pojem prostorskih sklonov, recimo, in tudi za tožilnik je jasno povedano, da je to sklon, da to ni recimo neka T oblika, kot se tudi v literaturi pojavlja izraz, se pravi, da se imenuje po priponi, ki se dodaja korenom, ampak da se lepo pove, da gre za tožilnik. To se mi zdi zelo dobro, zato ker Slovenci, ki se madžarščino učimo, izhajamo iz takega učenja, izhajamo iz take slovnice, ki te pojme sklona in tudi njihova imena zelo pogosto oziroma ves čas uporabljamo. Zato se mi zdi zelo važno, da tukaj tudi predstavitev teh sklonov v tem učbeniku poteka ob tem, pravzaprav, da ima slovenski naravni govorec neko sedišče tukaj, da lahko potem lažje usvoji dejansko rabo pa tvorbo tega jezika. Druga stran tega kompromisa pa predstavlja, se mi zdi, da to, kako zelo je pomembno, da se skloni znotraj učenja madžarske slovnice predstavljajo nekako tematsko, se pravi znotraj nekega tematskega konteksta. Mislim, da bi bila tukaj predvsem napačna poteza, da bi slovenske govorce skušali učiti sklonov prek ponavljanja paradigem, se pravi sklonjateljnih vzorcev, ker kot sem omenil že nekoliko prej, je teh oblik precej veliko in ker so zelo vezane na rabo, bi lahko to koga zmedlo. Recimo v madžarščini poznamo prostorske sklone, ki se seveda, kot pove že ime, uporabljajo praktično izključno za upovedovanje tega, kam smo namenjeni ali pa kje se nahajamo in gre za vsakovrstna prostorska razmera, ki jih ti skloni izražajo. Spravi so zelo vezani na to tematsko področje izražene lokacije in smeri in zato se mi zdi zelo pomembno, da so tudi predstavljeni znotraj lekcije, v kateri se učimo povedati, kam gremo oziroma kje smo, kam smo namenjeni in tako naprej. Tudi se mi zdi zelo pomembno, da tudi za tožilnik recimo, ki je pa po drugi strani splošnejši sklon, izraža neko splošnejšo idejo, neke prizadevanja, se pa tudi upravnava posebej kot sklon v posebni lekciji. Pa ni toliko vezan na neko tematiko, zato ker je precej bolj splošen. Se mi zdi, to je moje mnenje, da so tudi skloni znotraj madžarskega jezika, ki so po svojem pomenu, po svojem sporočilu zelo specifični. Kot primer bi recimo podal lahko sklon translativ, ki govori specifično o preobražanju, o spremembi. Torej, obstaja poseben sklon, ki govori o spreminjanju iz nečesa v nekaj drugega, kar je precej specifično sporočilo. Zato se mi zdi, da mora biti zmeraj učeno oziroma ponazorjeno znotraj nekega določenega konteksta, v katerem se ta sklon uporablja in ne znotraj neke izolirane paradigme, ker se mi zdi, da bi to lahko govorca slovenščine mogoče malo zmedlo oziroma da bi bilo kontraproduktivno. Tako da nasplošno lahko rečem, da so tukaj skloni primerno predstavljeni. So jasno razloženi počasi in tudi na tak način, da so še vseeno lahko nekaj sorodnega oziroma da so lahko nekaj, kar je slovenskemu naravnemu govorcu blizu. Hvala lepa. Jaz do translativa še nisem prišla takrat. To se pravi, v bistvu bi v tej tudi slovnici udeleženskih vlog, funkcijski slovnici bi to bilo potem. Meni se zdi v bistvu odlično, da so skloni predstavljeni tako, da slovenski govorec to razume. Zdaj pa glede na široko znanje, ali boste s tem kako nadaljevali? Ja, neke načrte že imamo okrog tega. Prva stvar je mogoče že samo to, da ostanem v stiku z jezikom in da v njem še napredujem, ker je še seveda prostora za napredovanje. Po drugi strani pa seveda si zelo želim, da bi lahko ostal v stiku tudi z znanstveno razpravo na tem področju, sploh na področju madžarske skladnje. Ker mislim, da je tukaj, glede na trud, ki je moral biti v to znanje vložen, se mi nekako ne zdi vredno stvari popolnoma pustiti na mestu, ampak raziskovati dalje, oziroma potem tudi izhajati iz svojega magistrskega dela in tukaj iskati potem poti naprej, kaj s tem znanjem narediti. Hvala lepa. Zdaj pa še naša lektorica Andreja Ivan. Z njo sva se dogovorili, da bo raje odgovarjala v angleščini,
Čeprav njena slovenščina, lahko. Čeprav tudi njena slovenščina je odlična. Draga kolegica, ste lektorica madžarskega jezika v Ljubljani, sicer pa tudi znana prevajalka v madžarščino. Kako gledate na obvezno učenje madžarščine oziroma neindoevropskega jezika na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje? Ali imate tudi študente z drugih oddelkov? Hvala lepa, sem tukaj samo od septembra in samo malo govorim slovensko. Dobro. Okay, so I speak in English, sorry. So yes, I'm a translator, so I'm a teacher and a translator. I'm Andrea Ivan and I work in the Department of Comparative and General Linguistics now because the lectorate is in that department. And I translate, and thank you for the invitation, and thank you to the publisher there for publishing the book. The first lecturer started to work in the department already in 1981. So the lectorate has a very long history, but I think a few students know that the lectorate is here in the department. But I also have students from this department, that department, or also for others, for example, from Slovenistika or Književnost or other departments. So it's for students of general linguistics, it's required to study a non-Indo-European language, which is now, so they can choose between Hungarian and Chinese. I think you said that for some years ago it was also Japanese and Korean, but now it's just Chinese and Hungarian. And some students, they choose Hungarian because it's a neighboring country and they don't have to learn writing, so it's easier for them. And but they have to study just for 1 year. So for second year students, it is not obligatory yet, but some of them they continue. And or they can study Hungarian for 3 years at the lectorate. So some of them, they also have a language exam, B1, B2, C1 level. So, okay, what is my opinion? Yeah, my opinion is it's a very good idea because it allows students just to know about the structure of a non-Indo-European language, because Hungarian is a Finno-Ugric language. So they can understand the differences or the similarities between a Finno-Ugric language and an Indo-European language, and they get know the language is structured. I think it's very useful for them. So yes, I think the system is good. Yeah. In organizirate tudi prevajalsko delavnico. To se je začelo pred par leti, da je bil objavljen natečaj za prevode med študenti. You are organizing a translation workshop. It started last year. Yeah, workshop in Hungary, you mean? In Hungary. Some of the students of Tamás Kruzlics are continuing and their translations are better and better. What about that? Yeah, this was a 1 week program. Do you mean this one? Yeah, Tamás, the first, this is a seminar in Hungary, so 1 week program. So I also took 4 students now this year to Balatonfüred, which is a very nice place, near Balaton, if you know this. So I think the students, they enjoyed a lot, because we worked a lot, but in the evening we were out, we just, one of the students, he had a guitar, so we had a very nice, very amazing time, I think. So yeah, and there is a conference, so I hope that they will just apply for this. So I hope that we can continue this program, and one of my students, she said that maybe she will be a translator, literary translator, so I hope so, because we need translators, Hungarian translators, so I can hope. Kako pa učbenik, ali vam je učbenik v pomoč in kakšen slog poučevanja imate vi? Kaj recimo vzamete iz učbenika, kaj dodate svojega? What's your style of teaching? My style? Yeah, so this učbenik, this is a new version.
We have the old one, which was published in 2018. This is a Hungarian version, and this is a Slovenian. And let's see just about the authors, maybe, because I think Tamás Kruzslic and Eva Svetter, they were the previous lecturers here, Hungarian lecturers, and they were authors of the other book as well, together with other teachers from the university in Budapest at ELTE University. And Szili Katalin, she's a very well-known Hungarian linguist. This version, it's Slovenian because it has Slovenian instructions and explanations, which help students to understand the grammar, which is very different from the Hungarian, like we just talked about. So I think in the beginning it's nice that they can read this in Slovenian. And the book has a lot of exercises, which is also good, that they can practice grammar or learn the expressions, because you said that we have a lot of long words and we don't have a lot of international words, sorry. For example, theatre is színház in Hungarian, cinema is mozi, or restaurácia, étterem, so you have to practice this, I think. Yeah, so I think this is a very nice book. But what I want to change, we are planning this together with Tamás and Eva, that the book doesn't have an audio version, yeah. And I think this is very important nowadays, that the students can listen to the text. So then we want to record some audio files, so yeah, we will see. To bo zelo dobro. Ja, mogoče jaz tukaj še dodam nekaj. Madžari so imeli slovničarja Kozincija, ki ga nekako obravnavajo tako, kot mi rečemo, to je pa Toporišič, ki je v bistvu vse tujke in internacionalne besede poskušal zamenjati z madžarskimi. Tako da potem, če imate univerzi, se reče Egeten. Tako kot je v finščini iliopisto. In to so neke take stvari, ki so nekje univerzalne, nekje pač niso. But nowadays we have a lot of English words now, so now this... Kako se reče računalniku? Sami to je. And when this was happening in Hungary, that's the second half of 19th century, I think, the same thing was happening in Japan. So I saw parallels with these words. That means the direct translation of the Western expression, in the Japanese case, into Japanese, or created Chinese words, and the Chinese logic, but Japanese created words. And another thing is that when I was learning more difficult words in Hungarian, I could see behind these words Chinese characters, because it was the direct translation. We have the same things. The word formation was the same as the Japanese logic. And when I mentioned to the lecturer, Tamás, that I see Chinese characters here, he didn't understand what I meant. Mislim, da zdaj, ko je na japonskem, bolje razume. Tamás. Maybe. Ja, lektor je zdaj šel iz Ljubljane na Japonsko. Ne vem, kam bodo potem poslali vas, ko tukaj zaključite. I don't know where they are going to send you when you finish here in Ljubljana, because Tamás was sent to Japan. I don't know. I'm not planning this. You just arrived, so it's not a question. Ja, madžarščina je naš sosednji jezik, pa vendar v Ljubljani ni možnosti, da bi ga študirali. Ali menite, da bi morali tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani študentom dati možnost za študij madžarskega jezika, da ne bi bil samo lektorat? In morda vprašanje, na katerih področjih najbolj primanjkuje ljudi z znanjem madžarščine in slovenščine? Okay,
I think the question was about yes. It was about the study of the whole studies of Hungarian language. If they needed to be available here in Ljubljana, and where the lack of Slovene Hungarian speaking people is the most important in this moment. So there is a very big need for translators, as I said, interpreters. I think interpreters most, because there are just a few interpreters in Slovenia, Hungarian, Slovenian, who can really deal with difficult tasks. So we just need translators and interpreters, and they belong to the, I think this is also a problem for other languages, that they belong to the older generation. So we need young interpreters who can replace them in the future. And that's why the embassy, they just really support this, or it is very supported by the ambassador himself. He really want that because he needs interpreters in the future, and he noticed, and that's why we are planning to establish a translation specialization, I think it's called, in the department. So we will see what will happen. Ja, poskušamo. Trenutno čas ni zelo naklonjen multilingvizmu, to vedno govorimo, ampak upam, da ste danes videli, kaj vse učenje jezika prinaša, kakšen izziv je za človeka, za razvoj možganov, za razvoj, za občutljivost za kulturo in podobno. Ne? Tomaž nam je vedno govoril, kako natančno je definiran prostor v madžarščini, ker vidim, da se iz jezika vidi, da so bili prvotni govorci, predvsem konjeniki, ki so prihajali oddaleč, ne? In da je to potem v našem okolju, kjer smo bili pa bolj ali manj poljedelci, je to nek tak stik različnih kultur, ne, ki se vidi. In morda zdaj, mi smo malo izčrpali že ta vprašanja, pa preden zaključimo, bi vsakega od sogovorcev še vprašala, kaj bi mogoče še dodal k temu, kar smo danes predstavili. Pa začnem. Ja, meni na misel prihaja ena taka spodbuda k raziskovanju oziroma k učenju jezikov. Madžarščina vse zadnje je sosednja država, nam je lahko blizu in tudi njihov jezik, ne glede na to, kako zelo drugačen je v primerjavi s slovenščino, je lahko en izredno zanimiv izziv, ki potem prinaša tudi pravzaprav res veliko zadovoljstvo pa veselje, ko se lahko z njim nekaj opravi. Tako da jaz mislim, da iz te debate, iz te diskusije o našem učbeniku izhaja lahko ena taka spodbuda k učenju. Prosim še kolegici. Samo, I just want to recommend you to come to the Hungarian lectorate and learn Hungarian. Just look at these people here on stage. I think this is a very amazing language with a very different grammar, so it's dobro za možgani. Could you mention perhaps some scholarships that are possible? Yeah, so for students, there are a lot of scholarships, this is what I mean. Summer courses, a lot of cities have summer courses. For example, Pécs, Szeged, Budapest, Debrecen. So, and this is a neighboring country. You can easily travel there and practice the Hungarian. So, we also have in Budapest one-year programs where students can learn the language for 1 year, or they have also a translator program for 1 year. So if you have a certain level, you can travel to Budapest and learn the language, and then when you finish, you have C1 level, I think. So there are a lot of possibilities, and I think you can get a job easily also here with Hungarian. So just welcome warmly to the lectorate, and I hope to see you. Ja, jaz bi imela vprašanje Slovencem. Zakaj je tako malo mađarskega tukaj, recimo v Ljubljani, pa sploh v Sloveniji? To je uganka zame. Mora biti več, ker je to sosedna država, sosednji narod, pa še celo manjšina je v Sloveniji.
Druga stvar, kar hočem reči, je, to je seveda amazing and fantastic language, so I will keep learning, but at the same time I can really feel how my students are feeling. They are learning the Japanese language, which is a lot more distance, but they keep learning. There must be a lot of energy and work. So there is nobody from my my group. Maybe they are studying for the exam next week. Ja, najlepša hvala, kolegica, da ste izpostavili še to učiteljsko komponento, ki jo v bistvu mi ves čas tudi sprejemamo, ko se iz podajalcev znanja spreminjamo v prejemnike. In mislim, da je to čudovita izkušnja in da bi morali spodbujati, da tudi naši kolegi in kolegice pridejo na kakšen tečaj. Vse smo lani šteli, 53 jezikov smo našteli. To je tako bogatstvo, ki ga redko najdemo tudi kjerkoli v Srednji Evropi. Dobro, v Parizu jih imajo 105, ampak tam jih je samo v Parizu več, kot je naš v celi Sloveniji. Zdaj pa morda preden zaključimo, še publiko vprašamo, če bi imeli kakšno vprašanje. Ali pa mogoče vsaj to, ali bo kdo prišel na tečaj. Ja, kar izvolite. Magyar beseljub, ja. Sej, začela sem jaz s prvim stavkom, ampak meni že malo manjka, ker saj eno leto že nisem bila nikjer na tečaju, tako da bom dala... Super, ja, perfektno, to je najlepše. Olvasok a ügy. Magyar utca 1. A Magyar utca 1 kertes, kétemeletes ház. Egy csendes utcában van Budapesten, Budán. Az utca csendes, a forgalom nem nagy, a levegő jó, a kertben sok virág, fa van. A busz megálló körülbelül 5 perc. Az élelmiszerbolt sincs messze. A Magyar utca 1 tehát kellemes, ideális hely. A padlástérben Tamás és Attila lakik. A házban van lift, de Attila és Tamás, a két sportember, általában gyalogjár. A második emeleten a Buda család él egy 3,5 szobás lakásban. Az első emeleten is 2 lakás van, balra Hans és Claudia Werther, jobbra Emma a titkárnő lakik. A földszinten él Mari néni mellett pedig az új lakó, Pedro. Ja, hvala lepa, zdaj vidim, da se še nečesa spomnim, ko je bila Mari néni. Ozel še ene let. Skratka, še kakšno vprašanje? Sem že, pa te še ni bilo, ti bom potem povedala. Potem bi se vam najlepše zahvalila za sodelovanje, pa publiki, da je bila tukaj in upam, da se bo kdo opogumil za jesen, pa pride na lektorat. Hvala.